To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. V mestni občini so podelili odlikovanja najuspešnejšim športnikom v letu 2025. Mura je v Stožicah odigrala prvo tekmo spomladanskega dela tekmovanj. Kulturno društvo Slavko Ostrc vabi v Veržej na koncert. Del soboških gimnazijcev se je zavrtel v ritmu četvorke. Vremenoslovci napovedujejo, da bo jutri oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni ob spremljanju Pomurskega dnevnika. V petek zvečer so na slovesni prireditvi razglasili najboljše športnike in športnice leta 2025 v mestni občini Murska Sobota. Športniki in športnice, ne glede na to, če so posamezniki ali ekipa, so tisti, ki na lokalni in nacionalni ravni poskrbijo za promocijo. S svojimi dosežki so vidni členi družbe, hkrati pa dober vzgled za promocijo gibanja, socialnih veščin in odklopa od digitalnih vsebin. Športniki so tisti, ki nas združujejo, povezujejo, iz nas izvabljajo tiste emocije, tako žalosti kot veselja, obenem pa predstavljajo našo občino v tekmovanjih po državi, kakor tudi po evropskih tekmovanjih, in seveda smo ponosni, da naša občina premore veliko posameznikov, kakor tudi športnih kolektivov, ki dosegajo te vrhunske rezultate. Z vsakim rezultatom je veliko truda, dela, odrekanja, obenem pa je športna infrastruktura tisti predpogoj, da sploh lahko pričakujemo neke rezultate tako v državnem kot v evropskem smislu. Pomembno je, da športnike in športnice izpostavimo, se jim zahvalimo za uspeh in vlogo, ki jo odigrajo v lokalnem okolju in širše. Prav je, da se jih spomnimo, da se jim zahvalimo, jih tudi upravičeno izpostavimo. Mladi iščejo vzornike velikokrat pri športnikih. Se pravi, ko so naši športniki uspešni, je to nek vzgled tudi za mlade, in šport je eden od tistih panog, da dejansko otroke izvabimo od tega digitalnega sveta. Kot poudarjajo, se mestna občina ob tem trudi zagotavljati ustrezno infrastrukturo. Za izjemne uspehe na svojem področju so odlikovanje podelili športniku, ki sicer trenira v Rušah, prihaja pa iz mestne občine in tekmuje na svetovnih odrih v kickboksu. Pomeni mi veliko, sploh ker občina podpira mlade športnike, kot sem jaz, pomaga na vsakem koraku. Trenutno sicer ne zastopam našo občino Mursko Soboto, a v prihodnje upam, da se bo to spremenilo, tako da pridem v domače kraje, kjer bom lahko občino zopet predstavljal. Ne glede na to, da ne deluje v občini, pa si želi, da bi se lahko v doglednem času tudi tukaj vzpostavila ta kategorija športa. Seveda, veseli me, da kljub temu, da ne zastopam občino Mursko Soboto, sem še vedno povabljen na tak dogodek, da cenijo moje uspehe, zato tudi naprej hočem priti nazaj, hočem se vrniti v občino. Mestna občina je odlikovala Alenko Artnik-Burkart, ki je članica Soboškega potapljaškega društva. V njenem imenu je nagrado prevzel dr. Mitja Slavinec. Alenka Artnik-Burkart je daleč najboljša prosta potapljačica na svetu. V tom trenutku in zadnjih 10 let, da je dosegnila 12-krat naslov svetovne prvakinje in 3-krat je bila druga, popravila vse svetovne rekorde v obeh kategorijah, v eni plavutki in v 2 plavutkah. In v potapljaškem društvu Murska Sobota smo res ponosni, ko tekmuje za nas. In tudi njoj to dosta pomeni, zato ker da lejko se nam pridruži na naših klubskih dogodkih, tudi predstavitev letošnjega koledara Slovenske potapljaške zveze, kar ga smo bili za voljo njene izjemnosti posvetili njoj, je pokomentirala sicer nadaljavo, liki si je vzela čas in predvsem da čujemo tudi njena intimna razmišljanja, kaj mora doživeti, kaj mora napraviti, ko se neko potopi 123 metrov dol, pa poudarjam, ko varno pride nazaj gor,
Te je to seveda en veliki športni praznik in nekaj, kar se v soboto samo želimo. Vsekakor se mestna občina lahko pohvali zelo dobrimi športnimi rezultati na vseh področjih, a najbolj pomembno se zdi, kot poudarjajo sogovorniki, da dajejo vzgled, kako vključiti gibanje in šport kot vsakodnevno dejavnost posameznikov. Spomladanski del prve lige Telemach je Mura začela s tekmo proti Olimpiji, ki so jo odigrali v Stožicah. Nogometaši Mure so pokazali zgledno nogometno igro, a se iz Ljubljane žal vrnili brez zadetka. Mura je sicer nanizala nekaj priložnosti, zadetka pa, kot rečeno, ni dosegla. Že jutri se bodo igralci Mure pomerili z Bravom. Po tekmi z Olimpijo je srečanje pokomentiral Darjan Slavic, trener Murine ekipe. Najbolj važno je, mi smo prišli sem zaradi nogometa. Fantje so ga pokazali smo, da se ne bomo predali, da smo zelo visoko napadali Olimpijo, mislim, da že dolgo jo ni tako noben in moram mi dati samo kapo dol za odnos, za samo delovno etiko danes na top nivoju. Zamera mogoče, imeli smo priložnosti, da se tu popravi, da zabijemo, da potrdimo ene stvari in na koncu gremo naprej. Kulturno društvo Slavko Ostrc iz Veržeja vabi na prav posebno prireditev, ki nam jo bosta podrobneje predstavila naša gosta David Lukner in Ivan Kuhar. Lepo pozdravljena. Pozdravljena. Lepo zdrav. In najprej k vam, David Lukner, prav posebno prireditev bo in sicer Leščečki vabijo ali pa zbirajo denar za Kanado. Tako je, 15. februarja bomo imeli dobrodelni koncert, s katerim bomo zbirali sredstva za lažje potovanje oziroma turnejo v Kanado, kjer bomo nastopili za naše zdomce v krajih Ottawa, Montreal, Toronto in Hamilton. Na našem dobrodelnem koncertu pa bodo nastopili razni glasbeni gostje. Skušali smo biti pozorni na to, da so iz različnih glasbenih zvrsti, da je koncert čim bolj pester in zanimiv za čim večjo množico. Tako bodo nastopili Tim in Špela, torej Tim Ribič in Špela Pokržnik, ki bosta zastopala, lahko rečem, bolj klasično glasbo, tudi kakšno operno bosta zapela. Potem bomo imeli Prleški kvintet, ki bo pokril področje narodno-zabavne glasbe. Potem Ljutomerski oktet, nekaj ljudske, nekaj klasične glasbe. Potem pa še bo vse skupaj povezoval gasilec Sašo. In za konec bo nastopil Samo Budno, vemo, znani glasbenik iz naših krajev. Za vrhunec, seveda, dogodka samega večera pa naša skupina z nekaj najbolj prepoznavnimi spleti. In kdaj načrtujete pot v Kanado k našim zamejcem? Kdaj jim boste prinesli delček prleške duše tudi tja, čez Veliko lužo? Ja, samo turnejo v Kanado načrtujemo od 10. do 20. julija. Tam bomo torej 10 dni. Nekaj je seveda časovne razlike, tako da se bomo morali na to navaditi. Je pa seveda glaven namen potovanja nastop za naše zdomce. V tistih krajih, ki sem jih že prej omenil, smo že, lahko rečem, globoko v organizaciji, v samem načrtovanju, tako da bo kar to zanimiv dogodek, lahko rečem, za ene celo vrhunec folklornega udejstvovanja. In naj še enkrat poudarjava vse, kar boste zbrali z vstopnino in sicer na tem dobrodelnem koncertu. Gre za namen vašega potovanja oziroma potovanja Leščečkov v Kanado. Tako je. Tiste, ki jih zanima ta koncert, seveda lahko kupijo vstopnice pri naših članih. Lahko najdete jih tudi v kavarni v Veržeju, v gostilni poleg Mercatorja in potem tudi v Ljutomeru se da kupiti v kavarni v hotelu. 15. februarja ob 18. smo torej vabljeni v kulturno dvorano v Veržej, da se pridružimo in podpremo Leščečke. Zdaj se obračam pa k vam, Ivan Kuhar. Vi ste že dolgoletni član skupine Leščeček in skupina Leščeček pravzaprav to tradicijo prleško neguje in tudi posreduje naslednjim generacijam, kar je pravzaprav zelo pomembno delo. Tako je. Kot ste omenili, torej folklorna skupina Leščeček letos praznuje tudi nekako 20. sezono delovanja, torej 20-letnico. In ko smo se nekako tudi pripravljali na današnji dan in malce
spustili misli nazaj v tiste začetne čase. Res lahko ugotavljam, da ima res pomembno vlogo pri ohranjanju ljudskih plesov, ljudske pesmi in ljudskih viž. Ko se spominjam tistih začetkov, takrat je bilo v konkretno ljutomerskem okolišu tudi po 8-9 folklornih skupin, ki so pa bile seveda takrat večinoma starejši člani. In danes, ko se nekako udeležujemo teh revij, smo še nažalost eni redkih, ki nekako to dejavnost negujemo. Namreč te starejše folklorne skupine so počasi nekako prenehale z delovanjem zaradi starosti članov in vse to ostane na nas mladih. Torej, če želimo, da bo šlo naprej folklora in vse to, je seveda pomembno, da čim bolj vključujemo tudi mlade. In to je eden naših osnovnih ciljev, torej ne se zapirati, ampak predvsem pridobiti mlade. Odmevni ste na revijah po vsej Sloveniji, pa tudi drugje, kar nekaj odličij ste že prinesli in dobili. In kolikor mi je znano, tudi ni bila nikoli velika težava z mlajšimi generacijami oziroma pridobiti jih k sodelovanju. Imate prav dobro strategijo zasnovano, da se vam mladi radi pridružijo, medtem ko kje drugje pravijo, da je malce težavno mlade mobilizirati za to vrstno udejstvovanje. Ja, mogoče smo na začetku nevede, v bistvu tudi zaradi tega, ker je Veržej relativno majhen kraj in smo vedeli, da kolikor želimo imeti neko številčno zasedbo, smo se nekako že v začetku odprli. Torej nismo gledali sedaj samo na članstvo iz Veržeja in okolice, ampak celotno Pomurje. Ker vemo, danes prehajati med kraji ni težava in velik doseg imamo tudi pri mladih preko spletnih različnih domen in je to res tisto dobra začetna informacija bila, da smo res odprti bili, da smo ves čas stremeli k temu, da smo jih sprejemali, da smo jih nenazadnje tudi nagovarjali. Vsekakor pa je potem tisto delo vsakodnevno, vsakotedenske vaje in nenazadnje seveda tudi uspehi so pripomogli k temu, da smo mogoče prepoznavni in tudi se želijo k nam pridružiti. Pa tudi, kolikor sem seznanjen, ste vsi isti, ni nekih velikih pragov, hierarhije, ampak se vse zmenite v skupini zelo enakopravno, kar prav tako pripomore k temu, da člani radi pridejo, kajti če lahko poveš svoje mnenje, če lahko daš svojo idejo, potem tudi raje prideš in raje plešeš ali pa pač delaš. Tako je. Kot vsaka skupina, če želi dobro delovati, ne glede na to, ali je to prostočasna, ali je to nenazadnje država, politično, torej moramo biti enakopravni in se ne držati, nekih titul, ampak vsak glas šteje, vsak korak šteje. Folklorna skupina je dejavnost, kjer eden sam ne more narediti nič. Torej, moramo vsi stopiti in vsakega rabiš člana, da lahko spelješ nastop. Najbolje bo, da si ogledamo, kako Leščečki funkcionirajo tudi na odru in kakšno je sožitje med njimi, bo, da se 15. februarja odpravimo v kulturni dom v Veržeju in se o tem na lastne oči prepričamo od 18. dalje. Vama dvema, David Lukner in Ivan Kuhar, pa najlepša hvala za obisk. Hvala vam. Hvala vam. Prvi del dijakov 4. letnikov gimnazije Murska Sobota je zaključek srednješolskega časa slovesno obeležil na maturantskem plesu v zeleni dvorani Puconci. Življenjska prelomnica je bila prežeta z eleganco, plesnimi koraki in nasmehi, ki so izžarevali ponos in veselje. Dijaki zaključnih letnikov so ob tej priložnosti zaplesali tudi tradicionalni maturantski valček. Ob pomembnem dogodku so maturante spremljali njihovi starši, učitelji in prijatelji.
Poglejmo napoved vremenoslovcev. Jutri bo oblačno, v vzhodnih krajih bo večinoma suho. Zjutraj je bilo oblačno. Opoldne so v Murski Soboti, Radencih in Lendavi namerili 3, v ukrajinskem parku Goričko pa -1 stopinjo Celzija. Jutri bo oblačno, padavine se bodo postopno širile v notranjost Slovenije, v vzhodnih krajih bo ostalo večinoma suho. Meja sneženja se bo hitro dvigala, v zatišnih alpskih dolinah pa bo večinoma snežilo. Zapihal bo veter južnih smeri, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 12, v zatišnih dolinah severozahodne Slovenije okoli 3 stopinje Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in na Ptuju -1, v Mariboru -2, najvišje dnevne pa v Murski Soboti in na Ptuju 3, v Mariboru pa 4 stopinje Celzija. V sredo bo oblačno, padavine bodo dopoldne od juga zajele vso Slovenijo. Meja sneženja bo med 1000 in 1500 metri nadmorske višine. Glavnina padavin bo padla v zahodnih in južnih krajih. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med -1 in 4, čez dan pa med 3 in 9 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in srečno do prihodnjič.